pozdrav iz studia Idrijskih novic, kjer v današnjem športnem pogovoru gostimo Matevža Rupnika, četrtouvrščenega veleslalomista letošnjega državnega prvenstva. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi. Kar začnemo z nastopom na letošnjem državnem prvenstvu Slovenije v veleslalomu. Osvojili ste odlično četrto mesto. Odlično, še velja poudariti, da so nastopali tudi člani A reprezentance. Kako ste bili zadovoljni s tem vašim nastopom? Ja, jaz sem bil zelo zadovoljen, ker jaz sem že dolgo časa ne treniram več tako resno, kakor sem, in to je bil spomin na stare dobre čase, ki se je tekmovali in ki se je dirkali, in mi je bilo zelo užitno biti spet na eni tekmi in se boriti, probati priti čim hitreje dol do proge, in rezultat je bil pol sam posledica užitka v tekmovanju. Kot rečeno, na tekmi so nastopili tudi člani A slovenske smučarske reprezentance, Štefan Hadalin, Žan Kranjec. Kako je nastopati v konkurenci s takimi zvezdniki? Je kakšna trema prisotna ali želja premagati jih? Ne, mislim, treme ni, ker se tudi že, se poznamo, nisem bil prvič z njima na dirkah, in predvsem je bilo po dolgem času spet fina biti z njimi na dirki, tako da predvsem je bilo to, ker je že dolgo časa nisem bil na dirki z njima. Omenjate, da ste imeli nekaj smučarskega premora, dejansko nekje do leta 2019 ste vse svoje življenje posvečali smučanju. Kako je potem prišlo do odločitve o krajšem premoru, oziroma ponovno, zakaj ste se odločili ponovno nastopati? Ja, jaz sem se po koncu sezone 2019 sem pregledal stvari in videl, da moja trajektorija rezultatov ne kaže, da bi se nekako v bližnji prihodnosti lahko uvrščal v svetovni pokal med 30 ali karkoli takega, da bi bilo smučanje nekako perspektivno, da bi bil nek dohodek od tega, da bi se lahko preživljal s tem, in je bilo treba narediti odločitev, ali smučanje ali pa iti na neko fakulteto in se pridobiti neko izobrazbo. In jaz sem se odločil, da bom prenehal smučanje in da bom se odločil za izobrazbo. In potem sem naslednje 3 leta študiral fiziko na Univerzi v Novi Gorici, tudi naredil diplomo, zdaj se vpisal na Univerzo v Ljubljano, še na magistrski program. In vse lih sem pa še zmeraj športnik po duši, rad tekmujem, in kakor sem sploh pozimi na snegu, mi je biti fantastično. Tako da sem se odločil, zakaj pa ne bi se malo potekmoval, pa da vidim, kje sem. In sem štartal ene par tekem in forma je za nič treninga v bistvu vrhunska. Bi pa še rekel, da sem tu tekmoval na 4 leta stari opremi, tako da tudi tu je bil že ena slabost, mislim, ena prednost, ki sem imel ostali, tako da plus kondicija in vse ostale stvari, ampak gleda, da če se počutiš fajn, ni problema. In tudi v 2 letih očitno niste pozabili smučati. Nenazadnje ste pred tem, kot so že rekla, ogromno nastopali tudi na tekmah, na FIS tekmah. Nastopili ste tudi kot član reprezentance na univerzijadi. Ja, univerzijada je poseben dohodek. V bistvu je za olimpijskimi igri drugi tak največji dohodek. To je res ogromna organizacija. Tudi takrat smo bili v Rusiji, v Krasnojarsku, v središču Sibirije, in že takrat so Rusi imeli nenormalno veliko varnostnih protokolov, kar je bil, nikoli nisem tega doživel. In pa tekmovalcev z vseh različnih športov, v veliki vasi, ki so jo naredili, smo bivali, smučali v sredini Sibirije, ker tudi si ne bi nikoli mislil, da bom kdaj smučal v sredini Sibirije. In še druge zgodbe, ki si jih bom zapomnil do konca življenja. Med te zgodbe zagotovo sodi tudi nastop na tekmi svetovnega pokala. Ni mi poznan podatek, koliko občanov občine Idrije jim je to uspelo, ampak vi ste me zagotovo med njimi. Ja, to je drug tak dogodek v moji karieri,
ki je bil zihar, pač, ne moreš pozabiti, boriš se z svetovno elito. Takrat je bil še Hirscher tudi med tekmovalci, ki je eden izmed boljših smučarjev, kar jih je kdajkoli bil, tako da biti z njim na tekmi, čeprav čisto od zadju, je vseh nekaj, kar si zapomniš za zmeraj. Obe te tekme, se pravi tudi že omenjeno državno prvenstvo in pa omenjena tekma svetovnega pokala, na kateri ste nastopili, sta bili izvedeni v Kranjski Gori. Pa mi povejte, kako izgledajo proge na tekmi svetovnega pokala ali pa na tekmi državnega prvenstva? Je kakšna razlika? Razlika je predvsem v dolžini proge. Štart je pod prvo strmino, se pravi v Kranjski Gori je ta prva štartna strmina, kjer je dolga 6-7 vrat. Na koncu te strmine je ponovadi štart FIS-ov in državnih prvenstev. Mi smo imeli tekmo, se pravi FIS tekme takoj po svetovnem pokalu, se pravi je bila v bistvu ista preparacija. To državno prvenstvo je bilo pa pol še teden kasneje, se mi zdi. Kar se tiče podlage, je bilo zelo podobno. Pač, res taka podlaga, ki me odgovarja, ker je trdo, ker potrese, ker se je treba. Mogoče ne izgleda tako na prvi pogled najlepše smučanje, ampak se pa najbolj dogaja borba od vsakega kola do vsakega kola. Ste član smučarskega kluba Javornik. Koliko smučarjev imate v klubu? Meni se zdi, da je članov v klubu, kar se tiče tekmovalcev, se mi zdi, da je okoli 30. Želeli bi si več tekmovalcev, tudi zdaj, ker pač ne treniram kot tekmovalec, probam pomagati kot trener. In mi se zdi, da saj kar se tiče mlajših kategorij, lahko delamo konkurenčno, pa pri višjih kategorijah pa pač še zmeraj z dobrim talentom, z dobro voljo se da veliko, tudi kakor imamo tekmovalce, naprimer Bor Kavčič, ki je tudi bil na državnem prvenstvu z mano, je z neverjetno malo treninga tudi dosegel odličen rezultat. Sicer pa, kje trenirate? Uporabljate tudi smučišče pod Javornikom? Ja, to je naša osnovna baza za trenirati, če je le sneg. Letos februarja, ker je zasnežilo, smo bili tam cele tedne in izkoristili tistih par tednov snega, da smo naredili čim več treninga. In ja, mislim, na takih smučiščih se delajo dobri tekmovalci, kjer se naučijo. Pač to je smučišče, manjše smučišče, je primerno za manjše kategorije in je pa enostavno dostopno tako občanom cele idrijske občine, pa tudi Ajdovščine. In je en prvi korak do tekmovalnega smučanja, ki mi mogoče drugače, če ne bi bilo tega smučišča, nekateri tekmovalci ne bi naredili. In na takih smučiščih se gradijo novi tekmovalci. Omenila sva ogromno sezone za vami, ogromno dobrih dosežkov. Kateri je tisti, ki vam je kot rezultatsko ostal najbolj v spominu? Ja, mislim, moja sezona je bila sestavljena iz parih tekem. V bistvu, te tekme, kjer sem štartal, nič treninga prej, čist sam želja po tekmovanju, sam želja po smučanju in malo spominih na tekmovanje. No. In tu tako presenečenje, da lahko še zmeraj tako dober rezultat naredim, so bili tudi ostali presenečeni. Je eden izmed spominov, ki je konkurenčen univerzijadi ali pa štartu svetovnega pokala. Sicer ste nastopili večinoma v tehničnih disciplinah, slalom, veleslalom, tudi kakšen super veleslalom, kakšen poseben razlog, da ste se izognili hitrejšim disciplinam? Predvsem, ker se je izkazalo, ko sem še treniral, se je izkazalo, da sem boljši v tehničnih disciplinah. In ja, zato sem se pol osredotočil več treninga na merotehničnim disciplinam. Čeprav
sem zelo rad tudi se udeležil smuka in sam včasih ta občutek, ki sem imel na progi, ker je bil dober, hitrost velika in dolgi skoki in take reči, pol ni bil, se ni pokazal kot rezultatsko v cilju. Pač pol se je treba malo gledati tudi na rezultate, ne samo. Omenili ste smuk, o pregledu rezultatov sem videl, da ste nastopili tudi na slalomu v Kitzbühelu, ste probali se zapeljati tudi po tako imenovanem petelinem grebenu? V bistvu ne, smo meni se zdi, da tudi zadnja strmina je načeloma zaprta, pa gor na vrh štart, ne vem, če je dovoljeno se smučati, oziroma nismo šli pogledati, mi smo bili tam na slalomski progi, kjer je bila tekma in smo dirkali svoje in se nismo lovili po smučišču. Četrto mesto z letošnjega državnega prvenstva, vam to daje kakšno motivacijo, da bi se malce resneje ponovno posvetili smučanju? Po eni strani je dober rezultat, po drugi strani je treba biti realen. Sem še zmeraj v bistvu na istem mestu, kjer sem končal svojo kariero. Zanimivo je, da nivo smučanja ni padel, ni pa zdaj kar od naenkrat nivo smučanja, nisem pa kar z nič treninga začel boljši smučati, kot sem. Tako da, če bi hotel narediti ta korak naprej, bi mogel si vzeti resneje trenirati, tako sem včasih, to sem pa že poskušal in zadnje sezone, ko sem poskušal narediti ta korak naprej, se ni zgodil, tako da zdaj sem tudi že starejši in da bi se zgodil ta korak naprej, je še verjetno manj možnosti. Je pa predvsem ta rezultat moče odraz tega, da je v slovenskem smučanju še zmeraj velika luknja, že nekaj cajta med svetovnim pokalom in pa FIS-om. Pač ene par tekmovalcev ne štarta, ene par jih ne pride do cilja, pa lahko jaz z malo treninga lahko dosežem dober rezultat. Predvsem je to pomanjkanje tekmovalcev, plus tudi en malo dobrega mojega smučanja. Dotaknila so se že mlajših tekmovalcev, članov smučarskega kluba Javornik, omenili ste Bora Kavčiča, pa me zanima, vidite njega ali še koga, ki bi vas lahko, bom rekel, zamenjal kot nekega paradnega smučarja z naše občine? Mislim, da je ene par, sploh v naši regiji, če gledam Primorsko regijo in pa Notranjsko-Primorsko regijo, se mi zdi, da je ene par potencialnih kandidatov, ker z veliko treninga in z malo dobre volje bi lahko prišli visok, je pa zmeraj vprašanje, koliko visok je tu in če češ izvedeti, koliko visok je tu, moraš probati, moraš par let investirati v trening in videti, ki končaš, kam kaže pot. Nenazadnje lokacija smučarskega kluba Javornik je lahko rečemo v bližini od mest, od kjer prihajajo trenutno najboljše slovenske smučarke? Moramo se zavedati, naša regija, Notranjsko-Primorska regija, ima tako rečeno polovico slovenskega svetovnega pokala. Imamo Andreja Slokar, imamo Ano Vucik, imamo Štefana Hadalina, ki so vsi iz naše regije in mislim, da je čas, da pride še kdo drug zraven, da naredi priključek do svetovnega pokala. Če vas prav razumem, ste optimisti, da bo Slovenijo spet ponovno zajela smučarska evforija? Da bo Notranjsko-Primorska regija naredila ta preskok in evforijo. Matevž Rupnik, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za zanimiv pogovor in pa srečno na vaši nadaljnji poti, pa naj ta vključuje smučanje ali pa ne. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.